Jep, Kuga je v našem uredništvu kar pogosto prisotna. Tale Fordova, ne črna smrt. Imeli smo že to in to. In zakaj imamo potem še to? Ker takšne barve še nismo imeli, pa takšne kombinacije tudi ne. Oprema je tukaj skoraj najbogatejša. 2-litrski dizelski motor, 132 kW oziroma 180 konj najmočnejši, menjalnik pa je tokrat ročni. Motor dobro vleče in ni robat, bo zadovoljil tudi zahtevnejše. Vidite pa, da porabi skoraj 8 litrov na 100 km. Ni preveč, zna pa šibkejši motor popiti kakšen liter manj, če ne rabite 4-kolesnega pogona, ker je za povprečnega kupca tudi spredaj gnani povsem dovolj. Saj veste, da so parkirišča pred nakupovalnimi centri vedno hitro splužena. Znotraj je precej prostora, kar že veste. Tale osrednja konzola pa je pri nekaterih drugih hišnih modelih že dobila novo podobo in se vam bo zdela zastarela z majhnim zaslonom. Sicer je še vedno uporabna, zato ni večjih zamer. Kuga se pelje zanesljivo in lahkotno, tudi s pretresanjem na slabih cestah se tukaj ne boste posebej ukvarjali, ker je Ford mojster pri podvozih. Ne bo pa vožnja nikoli tako udobna kot pri Mondeu. Dobrih 33 ur boste morali po ceniku plačati za takšno Kugo in to je v bistvu vse, kar sem želel povedati. A ja ne, tole električno odpiranje prtljažnih vrat se mi zdi malo prepočasno, to bi res lahko naredil hitreje. Se ne da čakati.